Zdaj pa k najnovejšemu na političnem prizorišču, saj je do dneva volitev v Izraelu, ki bo 27. oktobra, le še nekaj več kot 3 meseci. Bo Benjamin Netanjahu zmagal ali bo blok za spremembe res uspel doseči to spremembo? No, najnovejša anketa televizije Kanal 12 kaže, da stranka Ješar Gadija Eisenkota utrjuje svojo prednost. Anketa kaže, da bi Ješar na zakonodajnih volitvah osvojil večino s 24 sedeži pred stranko Likud Benjamina Netanjahuja, ki bi jih dobila 23. Sledila bi stranka Skupaj Naftalija Beneta oziroma Džahad z 15 sedeži. Nato demokrati Jairja Golana z 11 in Israel Beiteinu Avigdorja Libermana z 9 sedeži. Da bi nam pomagal razjasniti vse to, v studiu pozdravljamo političnega analitika Dila Hoffmana. Torej, Dil, anketiranje vzame čas in je težko preveč ocenjevati v tej fazi, saj je še več kot 3 mesece do volitev. Kljub temu pa Gadi Eisenkot nedvomno napreduje. Kakšni so vaši glavni vtisi iz najnovejših anket? Da se to oblikuje v dvoboj 2 kandidatov. Netanjahu si vedno mora najti nekoga, proti kateremu lahko kandidira in ga predstavi kot zlobnega ljudem v Izraelu. In tako bo Gadi Eisenkot oseba, s katero bo to počel. In veste, ko je imel Eisenkot manj podpore, to ni bila tako velika stvar. To, da zdaj se Netanjahu počuti ogroženega in Trump mu trenutno ne dovoli napada na Iran, zato ima nekoga drugega, na katerega lahko udari. In kaj nam lahko še poveste o tem, kako gre Naftaliju Benetu, nekdanjemu predsedniku vlade, in stranki Bajit Skupaj, tej opozicijski skupini, o kateri je bilo toliko ugibanj, ko so se prvič združili? Kaj je novega? Kaj je novega na tem področju? Zelo je razočarajoče za Naftalija Beneta. In obstajajo druge ankete, v katerih se odreže še slabše. In res je mislil, da ga bodo sprejeli z odprtimi rokami kot kandidata za predsednika vlade. In kar se zgodi na volitvah tukaj je, da je tekma res osredotočena na osebnost in ne na vprašanja. Potem kandidat, ki ni Netanjahu, samodejno dobi veliko podpore ljudi, ki bi morda raje videli Naftalija Beneta ali koga drugega za predsednika vlade. Ampak njihov glavni cilj na teh volitvah je poskusiti se znebiti Netanjahuja. In katerikoli kandidat, ki ni glavni kandidat za to, bo trpel. To je tisti čas v volilnem koledarju, ko se v oglaševanju zaostruje boj. In tokrat so to res oglasi z umetno inteligenco, ki so v ospredju. In če sem iskrena, so precej grdi. Nekateri so se odzvali tudi s protioglasi. Povej nam, kakšna so trenutno sporočila? Začnimo z Benjaminom Netanjahujem, odzivom Gadija Eisenkota in zdaj pred kratkim nov oglas tudi od Benija Ganca. V redu. Torej, Netanjahu je objavil oglas, v katerem je bil Gadi Eisenkot prikazan, kako teče proti. Na začetku je izgledal, kot da teče proti vojaku. Dobro? Vesel sem, da ga vidite tam na zaslonu. In potem gre mimo vojaka in potem gre in objame Mansurja Abbasa. To je glavna Netanjahujeva kampanja. Pristop, kjer bo govoril, da je Eisenkot enak Arabcem. Lahko bi rekli, da je to rasistično. Netanjahu je to že storil prej, ampak tako pač je. In potem seveda Eisenkot je jasno povedal, da je Netanjahu tisti, ki je legitimiziral Mansurja Abbasa. Nato pa imamo Benija Ganca, ki počne tisto, kar bi morda moral narediti Gadi in objavlja svoj oglas. Ta prikazuje Netanjahuja, ki beži mimo iste osebe in objema ultraortodoksnega kandidata. Goldknopf drži znak, na katerem piše: raje bomo umrli, kot da bi bili upoklicani. Tako je postalo grdo, vendar vsi poskušajo okrepiti svoje sporočila. In vsi se motijo na takšen ali drugačen način. In med zdaj in volilnim dnem bomo videli veliko sprememb na političnem zemljevidu. Na kanalu 23 je bil nocoj prispevek, da bo Mansur Abbas svojo stranko spremenil v judovsko-arabsko stranko. Ja, celo govoril je z Joavom Segalovićem, nekdanjim namestnikom ministra iz stranke Jesh Atid, o tem, da bi kandidiral na njegovi listi. Segalović govori arabsko in morda bi kandidiral pod drugim imenom namesto Ram, kar pomeni Združena arabska stranka.
Tako bi lahko obstajala arabska stranka na desnici. Josef Haddad, aktivist, ki je zelo naklonjen Izraelu, je raziskoval možnost ustanovitve lastne stranke, ki bi lahko kandidirala na teh volitvah. In Netanjahu, njegovi ljudje so govorili o tem, da bi mu morda dali rezervirano mesto, vendar bi Josef Haddad raje kandidiral kot vodja svoje lastne stranke. V naslednjih 97 dneh bo treba sprejeti veliko odločitev. Treba bo sprejeti veliko odločitev in brez dvoma bomo videli še veliko več oglasov, podobnih tistim, ki smo jih že videli. Politični analitik Gil Hoffman, hvala, da ste bili z nami v studiu. Najlepša hvala, kot vedno.